Ali menite, da bi morali ministrici Švarc Pipan in pa Stojmenova Duh oditi? Menim, da bi morala odstopiti celotna vlada. Vemo, kdo tu nosi objektivno odgovornost, in to je predsednik vlade Robert Golob. Ne pozabimo, da se vse ključne investicije potrjujejo na vladi. In ni bilo nič drugače v primeru nakupa stavbe in nakupa računalnikov. In vsi poznamo v Sloveniji ta znan pregovor: riba smrdi pri glavi. Kar se osebno nas tiče oziroma Ljudske stranke tiče, se nam ne zdi prav, da spreneveda samo SD, ampak se sprenevedata tudi drugi dve stranki, ki nista v resnici nič boljši. Kaj se vam pri vsem skupaj zdi najbolj sporno? To, da se je SD odpovedala, ministrica Švarc Pipan pa noče oditi, in kako ocenjujete odziv predsednika vlade? Menim, da predsedniku vlade odgovarja, da je pozornost preusmerjena drugam in bolj se bodo med seboj žrli v Socialnih demokratih, bolj pod radarjem bo lahko Golob delal svoje rabote. Glejte, kako pretkano se zavlačuje z odločitvijo o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne, samo z namenom, da bi trgovci z elektriko imeli večji vpliv in več moči. Nadaljuje se popolno uničevanje slovenskih kmetov, ukinili bodo svobodo govora, kar bodo zelo boleče občutili poslušalci Radia Ognjišče. Preusmerja se tudi pozornost iz popolnega propada javnega zdravstva, ugrabitve sodstva in tako dalje. Tako da v resnici njemu stvar odgovarja. Poleg tega, če pogledamo računico poslancev, ki sedijo v parlamentu, on ima zadostno večino tudi za vladanje, tudi brez SD-ja. Nekje čez prst, recimo 45-46 glasov lahko spravi skupaj. Iz zgodovine pa itak vemo, da Socialni demokrati iz koalicije oziroma iz vlade nikoli niso izstopili, tako da ne verjamem, da bo to spremenilo kakršnakoli razmerja moči. Smo morebiti na pragu resne politične krize? Mislim, da tukaj resne politične krize ni. Je res, da se želi v javnosti te stvari tako prikazati, ampak kot sem prej rekel, Golobu zelo odgovarja, da ni v prvi vrsti napadov in da lahko mirno dela svoje stvari naprej. Je pa seveda več možnosti. Spomnimo se, v preteklosti se je omenjala tudi možnost, da lahko kakšna izmed koalicijskih strank nadomesti recimo Nova Slovenija in zagotovi s tem udobno vladanje Golobu naprej. Tako da jaz kakšnih bistvenih sprememb, iskreno rečeno, ne pričakujem. Morda se bo zgodila kakšna korekcija, vseeno pa stojimo tukaj na stališče, da dalj časa bo ta vlada trajala, bolj bo škodljivo oziroma bolj bodo uničujoče posledice za Slovenijo.